Snema? Mislim, da ja. Drage moje lepotice, živa, kako ste? Evo, jaz se bom danes kar usedla takole po domače, imam tudi sicer spodaj trenerko, pa kot vidiš navadno majico. Malo sem utrujena, skačem iz enega konca na drugega, odkar se je tale september začel, se mi zdi, da je tako kar tempo na hard. Jaz praktično, odkar se zbudim do večera, sam nekako letam okoli, delam, tako da se pa še zdaj malo usedeti in poklepetati skupaj z vami. Ja, kot si prebrala iz naslova tega videa, jutri letim v Pariz, se ful veselim. Jaz sem v Parizu enkrat že bila, nekaj 6-7 let nazaj, ampak tokrat prvič skupaj z Raletom, tako da res komaj čakam. In kot vedno, pred vsakim takim potovanjem grem jaz rada malo v shopping, malo pobrskati za kakšnimi novimi kosi, pa tudi tako rabim nekaj za osebno nego, osebno higieno. Tako da, ja, se bova zdaj podale torej v shopping, malo nabavlja stvari za sabo, potem pa bova še skupaj spakirale, ker je treba še dobro razmisliti, kaj bom vzela s sabo. Tako da, evo, če te takšen video zanima, poleg glej naprej. Tokrat sem malo obrala tole svojo shopping rutino in šla najprej v drogerijo, ker sem rekla, da rabim en dober deodorant oziroma antiperspirant. Jaz ponavadi na morju se sploh ne obremenjujem, kaj imam torej od deodoranta tukaj spodaj, ker itak je voda zraven, ko mi je vroče, grem v vodo, potem na ležalnik in ko mi je vroče spet v vodo in se v bistvu dejansko ne obremenjujem, a se potim, a smrdim in tako naprej. Če pa grem torej v mesto oziroma kraj, kjer vem, da bom vzuni od jutra do večera si ogledala znamenitosti, takrat pa je nujno, da vzemem en dober deodorant, da res drži te podnebne spremembe, enkrat je vroče, drugič je dež, bolj malo zapiha veter, tako da sem rekla, da rabim enega dobrega in pa sem gledala malo med policami in opazila te dva nova izdelka od znamke Nivea. Dejansko gre za antiperspiranta, kar pomeni, da v bistvu zaščiti tvojo kožo 48 ur pred potenjem, hkrati pa poskrbi, da je ta predel tukaj tudi tak lep, negovan, ker se mi zdi, da ta predel pa zduhe so nepričakovano postale taka lepotna točka in če pač nimaš tukaj spodaj urejen oziroma tako tipi-topi, da se ne počutimo najbolj prijetno in ta izdelek hkrati poskrbi, da je tvoja koža tudi taka mehka, gladka, taka zelo prijetna na vtip. Jaz sem že testirala te dva produkta in se mi zdi, da v bistvu deodorant je tak produkt, ki praktično takoj veš, a ti bo odgovarjal, a ti ne bo in nisem se nič osmrdela, tako da gre ta definitivno z mano po kufer. Poleg tega mi je všeč, ker ne vsebujete elitnega alkohola, tako da pa še dišita ful in estetska sta, tako da ja, to dam prvo v svoj kovček. Ta shopping mi je bil res eden tak izmed ljubših, ker sem res dobila same take hude kose, tako da evo ti še pokažem, kaj sem kupila za obleč. Najprej tale noro cute bel puloverček, naredijo vse teli zlati gumbki na levi in desni strani. Poleg tega so mi všeč ti malo bolj široki rokavi oziroma tukaj ta del, kjer so ramena, medtem kar tukaj, kjer pa jaz rečem pišeš oziroma tukaj v tem predelu, pa se zelo lepo zoža, kar je v bistvu fajn, če kaj pišeš, a ne da te tisti široki rokavi ne ovirajo. Tako da se mi zdi čisto en tak pariški kos in ga bom definitivno nosila. Potem tole srajčko ste dejansko že videli v prejšnjem videu, sem jo imela oblečeno, ampak se mi tudi zdi taka čisto pariška, tako da jo bom vzela s sabo. Se mi zdi, da je tole kar ena moja najljubša srajčka postala. Ja, iz Zare stala je 26 € v taki nežni roza barvi z takimi v bistvu rdečimi vijoličnimi pikicami. Je malenkost prosojna, tako da če te to moti, definitivno predlagam, da spodaj kaj oblečeš, torej kakšno majčko, da se ne vidi čez. Šla sem tudi v trgovino CCC in dobila kar 3 pare novih čevljev oziroma škornjev. Evo, pa ti jih pokažem. Prvi so teli. Evo, teli gležnari, lakasti črni gležnari, totalno po mojem okusu. Ful mi je všeč ta material, ker se svet, lakast. Tele perlice bele, čist po mojem okusu, se mi zdi, da je to totalno moj stil. Pa nasploh take cute, modne. Povem ti še ceno, sam da najdem. Moja številka 36, stale pa so 40 €. Pa imam pa tukaj, ne, tle sem imela eno težavo, ker so mi bile oboje škornje toliko všeč, da sem se na koncu odločila za 2 različne barve. In sicer sive, da ti vidi zdaj to. Teli so pa s petko. Tada!
Evo, ful so taki visoki, dejansko pridejo gor do kolena, oziroma mogoče še celo mal čez. Petka debela, tako da bo v bistvu hoja sama zelo enostavna, ker te nasploh petke z debelejšo tole peto se pač ful lahko hodi v njih, tako da ti res priporočam. Pa toliko so hude, kaj jih obujem. In pol jaz najprej zagledam sive in pol naletim jaz še na črne. Sem si rekla, kaj bom zdaj? In pač pa sem rekla, nič, si bom prvočila in vzela še črne. Koliko se zdaj to kaj vid, bom dala takole na belo podlago. Edini v bistvu detajl, ki je, so teli štrikci, pa na peti tale zlata peta, ena črta. Tele pa so bile 45 €, kar v bistvu se mi zdi za škorne ful pocen. Se veš, škorne znajo biti zelo drage. Tako da ja, sem noro happy za tale ulov, totalno po mojem okusu in gre z mano v Pariz. Drugače pa tale moj izlet oziroma skok v Pariz ne bo samo tako počitniško obarvan. Dejstvo je, da grem tja letim, tudi z enim prav posebnim razlogom. Tega razloga ti zdaj še ne bom razkrila, ti pa namignem, da se nekaj dogaja. Tako da lahko te do naslednjega videa, kjer ti bom dejansko tudi razkrila, zakaj sem šla v Pariz. Mal izzivam torej, da zapišeš, zakaj ti misliš, da grem tja, kaj bom tam delala, a se bom mogoče preselila, a bom kaj drugega tam počela. Tako da zapis spodaj v komentarje in v naslednjem videu, torej ki pride na moj kanal, to bo predvidoma čez en teden tisti vikend, ti torej razkrijem, kaj bom tam počela, jaz komaj čakam. Tako da ja, evo, zdaj pa nadaljujemo naprej z mojim nakupom. V Parizu je seveda obvezna baretka, meni so baretke čist pariške, tako da sem vzela evo eno v taki vinski barvi. Pa imam tukaj en tak zelo, kako bi rekla, ekstravaganten kos. Nasploh mi je ta vzorc že lani mi je bil všeč, ampak si ga nisem nobenega kupila. Že četrta stvar, ko jo imam, najprej se je začel z akrilom, potem sem vzela hlače, pa še nekaj imam, rutko in zdaj še evo tole jaknico. Ta jakna mi je čist huda, bila je tudi malo dražja, 50 € je stala, ampak je taka orang, ni tista mehka, taka trša jakna. Meni so nasploh všeč jakne, ki niso take pol, da niti ne stoji dobro na tebi. Dolgi rokavi, všeč mi je tale detajl z gumbkom. In potem še ena zadeva, imam še tele nove hlače, te sem kupila približno en teden nazaj, so bile okrog 20-25 €. Pa še ene nove hlače imam, to pa so tele kavlke / hlače. V bistvu v taki ni čisto črna barva, no, je pa temen džins, tukaj so črte. Mimogrede, tele črte veš, da te zožajo, če pa želiš zagledati malo bolj široka, pa vzem take vodoravne črte, čistko en hiter lepotni nasvet. Tako da ja, evo, to je bil moj pariški haul, kot rečeno, zdaj lahko ugibaš, kaj bom jaz za vraga hudiča počela v Parizu. Zdaj pa greva mi še vse to najprej seveda oprat, potem pa zložiti v kufer. Kar se tiče kozmetike, počas dopolnjujem tole svojo torbico, tako da vzela sem jasno deodorant, ker sem ti ga prej pokazala, in tegale roll-on in tegale v spreju. Potem zame obvezno, kamorkoli grem, je dnevna krema, tele od Elemisa, nasploh celotna linija mi je super, tako da ena dnevna krema, ena nočna kremica, kremica za okrog oči. Potem sem vzela tale vlažilni serumček od znamke Melvita, to toliko lepo diši po vrtnicah, pa še glede na to, da gremo v Francijo, je nujno vzeti nekaj francoskega. Potem sem vzela britvice, pa tele vatirane palčke, to moram še zavrvati z eno elastiko. Tukaj pa je potem še ena toaletna torbica z make-upom. Nujno seveda z mano gre umetne trpalnice, pa še ene za rezervo. Tukaj le noter so, Red Cherry pa od Demondi. Potem pa sem vzela cel kup enih stvari, šminke kar precej, vsi možni odtenki, tale recimo v roza barvi, pa sem vzela korektor, podlago za obraz oziroma primer, maskaro, svinčnik za obrobot ustnice, lip liner oziroma eyeliner, kaj govorim. Pa potem še nekaj palet bom vzela. Tale paletka mi je fajn, ker ima in blush in za kantor in tale highlighter, ki je božanski. Pa bom vzela tole paletko za učke od znamke Makeup Revolution. Všeč mi je, ker so taki zemeljski toniči za jesen, tako da mislim, da bo tale idealna. Pa potem še za konturirati, tole paletko imam že kar nekaj časa od znamke NYX, ta mi je všeč, ker je v bistvu suha, tako da jaz grem s tem čez.
potem, ko nanesem tale kremast, se pravi kontur, najprej uporabim to, pa grem pa čez še to za tisto piko na i. Potem imam tukaj ene vatke za odstranjevati ličila. Seveda grejo z mano tudi nujno izdelki za čiščenje obraza, tale znamka od L'Occitane je meni božanska, tako da jo bom definitivno uporabljala še zelo, zelo dolgo. Evo, tole je čiščenje na oljnati osnovi, tole je micelarna vodica, pa peneča krema. Moram sam zavrvati, da se ne bo kaj razlil, tako da, ja, še vedno velja koda EVA na L'Occitane spletni strani ali pa v fizični trgovini za vse tiste, ki bi želeli tele nove izdelke iz te linije dobiti tudi za sebe. Tako da, evo, tok ima zaenkrat baretke, tukaj spodaj so gatke pa nogavičke. Vzela sem tudi kar nekaj različnih hlač, rdeče barve, oranžne barve, črne, zelene, kavbojke, črne hlače, v bistvu take črne-bele. 3 različne pasove, pa navadci skombiniram, kaj bom oblekla, ampak tam sem toliko gužvi, da bom sam vzela, pa bom že tam kombinirala. Potem imam tukaj majčke, zdaj vzela sem in na kratek rokav in na naramnice, ker nikoli ne veš, kakšno bo vreme. Potem imam tukaj še en bel body, še ena, mislim, da majčka na kratek rokav, ja, pa še take bolj 3/4 oziroma dolge. Pa potem bom vzela moje trenutno najljubše superge za sprehajanje po mestu, za ogled znamenitosti in tako naprej. Pa tukaj imam še ene čist take navadne črne petke, edini detajl je tale, ampak jih bom vzela predvsem zato, ker rabim vedno eno tako obutev, da v bistvu reš tvoj styling, ko ne veš, kaj bi dol obu. Potem seveda gre z mano moj najljubši modni dodatek, to so torbice. Tale je popolna za jesen v taki oranžni barvi, pa ful je tudi prostorna, ima 3 različne predalčke, kjer se da noter res lahko ogromno enih stvari z takimi zlatimi detajli. Potem eno imam tukaj le še v črni barvi, ta se mi zdi, da se bo ful super dopolnila s tistimi gležnarimi novi, ki imajo tudi tele bele perlice oziroma bisrčke. Pa še nekaj teh ekstravagantnih kosov, evo tale blazerček, ki sem ti prej pokazala, tale srajčka, pulover, zdaj jaz ne vem, kakšno bo vreme, kaže ful sončno, ampak se to tako hitro spreminja, da nikoli ne veš. Tako da imam jaz zdaj tukaj le en cel miks in jesenskih in poletno-pomladnih oblačil. Evo, zdaj pa mislim, da zaslužena kavica po vsem tem pakiranju. V Ljubljani je danes ful mrzlo, tako da iskreno me še v tejle jakni mal zebe, ampak so šla ven tukaj na teraso, ker zdaj smo tle v Interkontinentalu na vrhu gor in je to klep razgled na Ljubljano, pa še kava je dobra. Tako da ja, če mi slučajno še ne slediš na Instagramu, naj te povabim, da mi slediš, ker bom tam sigurno objavljala Insta storije iz Pariza, da ga boš že takoj malo začutila. Čez približno en teden pa pol pa lahko pričakuješ tudi video, kjer pa boš zares doživela Pariz. Naj te še enkrat spomnim, da mi v komentarju zapišeš, zakaj misliš, da se v resnici odpravljam. A ja, pa mimogrede, nova frizuro imam, prej sem bila pri frizerju, imam spet osvežen balajaž, tako da se počutam veliko boljš. Tako da ja, evo, jaz se poslavljam, se gledamo čez teden pa pol, lepo se mej in čau!